Zdravo, v 6. epizodi Pod prečnikom. Danes bomo govorili o skupini F, kjer so Argentinci, Iran, Bosna in Nigerija. Začeli bomo spet s favoriti, kot ponavadi z Argentino. Upam, da ne bo gospod Juan Vaslej jezen, če bomo kaj narobe povedali. Bomo probali čim boljš. Tako da, zdaj kar začnemo lepo, pa še hvala za oglede na Facebooku, Twitterju in spletni strani. Tako da, zdaj pa kar Argentina. Začenjamo z Argentino, kot napovedano, gavči, modro-beli. Albiceleste. Tako. V bistvu ena najboljših reprezentanc tudi v zgodovini športa. Odigrali so tudi prvo tekmo finala svetovnega prvenstva proti Urugvaju, sicer so izgubili. Ampak potem so bili še 3-krat v finalu, 2-krat so zmagali od tega. Nazadnje leta 90 so izgubili z Nemci, vzhodnimi Nemci, s katerimi imajo tudi skoraj na vsakem prvenstvu svetovnem se srečajo. Drugače so pa Argentinci še od zgodovine, če za omembo povemo, odigrali prvo tekmo izven Združenega kraljestva, torej United Kingdom, uradno prvo tekmo proti Urugvaju. Pa to tudi kar nek tak derbi z Urugvajem, ne? Ja, proti Urugvaju imajo tudi derbi, čeprav še večji je pa proti Braziliji, pač konstantni rivali. In proti Urugvaju so odigrali tudi največ uradnih tekem, mislim, da okoli 150 tekem so igrali proti Urugvaju. Se pa se poznajo te dve. Ja, ne bo prostora za presenečenje. No, dobro, če gremo zdaj kar na ekipo, ki je letos pač v kadru. Zdaj, če začnemo najprej kar pa golmanu, ki je v bistvu nekako najbolj šibka točka. Z naskokom. V bistvu vsi trije so. Romero je prvi golman, ki je slab. Drugače pa tudi, če ostale dva, mislim, da drugi golman je branil pri Catani, kjer se ga odpusti, pa Catania je izpadla. Tako da niso pa vzeli, ne? Čeprav jaz sem točno povedal, z Romero tam je zanimiv, ker je v bistvu drugi golman pri Monaku, ker je prvi golman Subašić, ki je pa drugi golman na Hrvaško. Ja, Romero pa je. Niso vzeli pa vratarja. To pa res, zakaj, ne? Če zdaj pustimo te bedarije, da ga Messi kao ne mara, ne, to je ja, dej. Mogoče nima to dobre dinamike, da jih podajem. Slabo nabija na Messi, to Argentina res dela. Ne vemo, neka zgodba je zihar v zadnju. Verjetno je nekaj v zadnju, naj bi bila skregana in ga zaradi tega ni. Pustimo to. Po kvaliteti bi mogel biti prvi. Bi mogel biti prvi vratar. Pa je tukaj zadnja vrsta, če začnemo kar na sredini, bo ta verjetno igrala zdaj ali Fernandes pa Garay, ali pa bo De Michelis, ki je imel odlično sezono pri Manchester Cityju. V bistvu tako pocena sezona, da se meni. Ja, zelo je. Kako se veliko spravlja na njega, kadar je bilo časa, v bistvu pa v tiste dobre predstave so šle nekako. Pa če je počasen, to je jasno. Sem zaradi tega, ker je v bistvu že imel malo bil zatonu, Pač počasen je, to je jasno, ima pa postavljanje, pa to leto zame celo boljši od kompanija, vsaj drugo polovico sezone. Zdaj pa vprašanje, kako bo v Argentini, tudi za prejšnja prvenstva nekatera, ga sploh niso vzeli že zdravo, tako da ni glih zgleda. Čeprav oni imajo kar tradicijo tega, da dobrih igralcev ne vzamejo, malo ni pač. Ja, to jim res ni. Kambijala so zaneti, ne, recimo. Ja, z prejšnja prvenstva, pa takrat sem že omenil Aymarja, 22, ki so Kanidži vzeli, pa tako. Vedno je neke čudne odločitve. Čeprav Garay na drugi je pa en tak zelo v formi tudi branilcev, tudi cela Evropa ga hoče, tako naprej. Zdaj se tudi zanimajo, bo verjetno prestopil. Po je Zabaleta na desni, pač tudi pri Cityju, standardni član, odličen bek, dober tako napadal kot v obrambi, tako da bo verjetno kar dosti se vključeval tudi v napad. Na levi strani je pa Rojo, en tak igralec, ki mogoče ga ne poznamo najbolj. Sportingu, ne? Ja, pri Sporting Lizboni igra. Zdaj bomo videli, kaj bo pokazal na nekih prijateljskih tekmah, kvalifikacijah. Naj bi bil kar soliden, čeprav v Argentini mnenje nekih navijačev je, da bi lahko klical koga drugega. Pa videli, kako bo.
Na sredini pa zdaj Mascherano, zadnji vezni, kar je tudi možno, da bo igral kakšno tekmo prav kot centralni branilec. To mene ne stane. Ja, celo sezono je igral pač po Barceloni zadnji v brambi. Čeprav po Barceloni, če si zadnji branilec, imaš take neke vloge skoraj da zadnjega veznega pri drugih klubih na tem stiku. Ja, to je res. Vprašanje, kako se bodo odločili, tudi odvisno od nasprotnika. Pa poleg njega je tukaj še Gago, tudi v bistvu pri Boca Juniorsih letos naj ne bi v zadnjem času nekaj blestev, tako da je Argentince kar malo strah, čeprav za reprezentanco pa igra kar toliko solidno. Tako da ona dva bosta nekako držala sredino tle. Pol je pa napad. Zdaj pa vse dobro, zdaj naprej. Zdaj naprej je pa top, tip-top. Mogoče je pač najbolj udarna šterka na prvenstvu. Nisem nekar, lahko rečem. Di Maria, Messi, Aguero in pač Pipita, Higuain. To je res taka naveza, da tudi v bistvu njihov trener Alejandro Sabela je bila neka ključna tekma je bila proti Kolumbiji v kvalifikacijah, ki so jo že izgubljali 1-0 in so pa zmagali 2-1. Do takrat so res imeli same katastrofalne tekme, poraz proti Boliviji, pa prej pričarne Copa America in pol takrat naprej od tiste tekme so pa res začeli blesteti, v bistvu Messi je kar naenkrat se je zgradila ekipa okoli Messija. Ja, tako je Argentinci ves čas čakali, vse se je gradilo okoli njega. Začeli so delovati, te podaje na njega, bil je tu na koncu najboljši strelec kvalifikacij. Skoro se mi zdi ta trojka, Di Maria, Aguero, Messi. Ja, in te kombinacije. Videli smo tudi recimo en gol včeraj proti Sloveniji. Tako da, res strašen napad. Še Di Maria bi jaz mogoče skoraj bolj... Di Maria je tak ključen člen mogoče te reprezentance, ker bojo vsi se spravili na Messija, več čas bomo nek flajšter verjetno na njemu. In pol bo v bistvu dosti tudi ta reprezentanca odvisna tudi pravijo, da kadar Di Maria igra res svojo super tekmo, Argentina v bistvu zmaguje, ko pa njemu ne gre. Di Maria je bil zame recimo zadnji 2 meseca klubske sezone najboljši, s Realom imel. Ja, in se strinjam, Liga prvakov, to je bil ene nore predstave, ful, Bi pa jaz napovedal v Argentini, kar malo drzno, celo kar finale, če ne bojo celo svetovni prvaki. Si upal napovedati, se mi zdi, da Messi tudi zna biti res priti spet v formo. Jaz sem isti občutek, res razmišljam. Ker je bil čez sezono malo slabši in kada bi se malo šparal. To je tudi zanimivo, sicer malo šparal, ampak kao slabša sezona, ker je dal samo 1 milijon golov, ne 3 milijone. Ampak nekako isto, ni toliko skozi ven toliko po medijih pa toliko. Ja, me je pa tek res malo prelazil, tako ni bil malo izgledal, da ni. Pa zdaj se mu je tudi učitelj skozi, da z Argentino v bistvu, da ni nič tam od njega. Jaz sem tudi občutek, da zna letos biti. Je pa pritisk velik, Pritisk pa je. Je v Južni Ameriki, ampak po moje celo malo še dodatnega tudi neke motivacije, kaj je v Braziliji. Če bi bilo v Argentini, bi bilo malo drugačne, če bi še vedno. Ampak tako bojo pa imeli tudi tisto, nisem na boj. Ja, v Južni Ameriki res nikoli Evropejci neki niso, Ja. So zdi prednost Argentina, Brazilija recimo postavili. Res je, da jaz bi kar povedal finale Brazilija, Argentina. Jaz Brazilija ne, ampak Argentina pa se moram da skar strinja, da zna biti finala. Ok, to je to. Idem si zdaj pogledati malo Iran, Iran oziroma Tim Meli se jim še reče. Meli bil igralec Betisa. Pa ni to tle, to je nekaj drugega. Ampak njihov selektor je Carlos Queiroz, poznamo kot dolg je bil asistent Alexa Fergusona, Unitedu, pa pol imel Real. Zelo slab trener. Zmeraj je izgledal nekako, da je ful težko ga dobiti, pa res njega imamo. Vse, kar imel slabo. Šlo je dosti v kurac. Portugalce. Ampak mogoče zdaj bomo videli. Klej bil pa zaslužen za neke vrste preporod. Danes je taka dosti zanimiva ekipa, taki stari navadni igralci so. Ja, res. Povprečna starost je več kot 28 od cele 30-terice, ampak nekako ta predvidevana začetna 11-terica je tako redko kdo, da bo pod 30 star. Ene par mogoče, 3-4.
Izkušnja nabija. Ja, izkušnja, ja, se igrajo drugače čisti bunker, ja. Še predvideva se ponovadi ta krila njihova, so tudi bolj, v bistvu, malo bolj ofenzivni, bočni igralci, branilci. Tako da, ne vem, v kvalifikacijah so dobili 2 gola vse skupaj. Od tega oba iz prekinitev, nobenega gola niso dobili iz igre. Celih kvalifikacij. Še boljša Grčija. So bili celo pred Korejo, ne, Južno Korejo. Ja, tako da, ne. Taka igra je, ja, mogoče Grčija tega prvenstva, čeprav tudi Grčija bo Grčija tega prvenstva. Ne moramo reči, da so mladi pa da zdaj gre nabirati izkušnje, ampak stari pa... Stari bojo probali stržati tam v 3. mesto, mogoče, ja. Ker recimo, če pogledamo en njihov Sardar Azmoun, je tak precejšen talent, igra za Rubin Kazan, 19 let star. Že par mesecev se ga povezuje z Arsenalom, če ste kaj slišali, ne? Pa ni bil sploh poklican. Je pa potem Alireza Jahanbakhsh, ki igra v Nizozemskem za Nijmegen. Tak talent, desno krilo, 20 let star, on je sicer poklican. Nek joker, da bi, ja, se omenja, ampak prva postava pa mislim, da ni. Da bojo riskirali. Ne, ni. Ker taka, sestavljeni so tako, no, obramba recimo so taki, res, kot sem rekel, navadni igralci, Iranci s takimi zapletenimi priimki, vsi igrajo v Iranu skorja, en igra v Ameriki, en pa v Katarju ali Kuvajtu se mi zdi. Sprav, nič od nič, ja, neznano. Superlige. Ja, v Katarju igrajo, ja. Je pa na sredini pol, no, sredino držita 2 izkušnji legendi, Andranik, Temurjan, pa... Džaga? Ne, Javad Nekunam, to, ja. Če se kdo spomne iz Evrope, Andranik igral za Bolton, Nekunam pa za Osasuno. Basa stara tam, ne vem, okoli 32, 33. Bog se že... Ja, taka rutinirana igralca na sredini, ne. Nič kaj tvegan dost, tako da to bo to, ne. Je pa pol, ja, ki si ti omenil Dežaga, ne, on bo pa recimo nekak za napadalcem. Kar, ja, dober igralc, ne, letos je bil... Igralc leta pri Fulamu, ja, si se spajal. Je v konkurenci, ne vem, Kosta Samitroglu, recimo, je pol osvojil to prestižno priznanje, ne. Za njega smo recimo mislili, da bo... Še eno sporednico z Grčijo. Ja, da bo njihov grški odrešenik Mitroglu, ne, pa je bil Dežaga očitno boljši letos pri Fulamu, ne. Sam odrešenik pa ni bil. Ne, spajal, ja. Ja, ampak, glej, tak igralec tolče lepe bombe velikrat, no. To je tako meni taka dobra stvar, dobra kvaliteta za igralca. Tako da mogoče je za pogledat on, ne. Pa je pa kle še en car, res tak car. Kretenski igralec, Masud, ker to je pa res ta Rikelme ali pa Korežma stiri igralca še na višjem nivoju, res, se pravi, ne da se mu laufat, niti malo, sam pizdarija dela, dribla pa neke carske poteze, ampak še to mu ne rata nikoli, ker je slab. Ja. A je to legenda, da lahko kadi? Masud, ja, pa po mojem gladko kadi, no, ne vem, če dovoljno. Ja. No, Masud je recimo, nobenega ne mara tam res, rano kaj dost, ampak bo se pričakuje gladko prva postava. Je pa tak igralec enkrat na pol leta mu rata ena lepa bomba v čošak. Ne vem, kdaj je bila zdaj ta zadnja bomba, če bila jih pred pol leta, pa da mogoče zdaj špara, kakšna svetovna, ne. Bomo si pogledali, ker ja, pričakuje se, da bo kar v prvi, ne. Tako da, tak zanimiv kreten. Ja. Potem zaokružuje to ekipo pa nekak Reza, Gucci Nežat, ja, Gucci je njegov vzdevk, ker njegov priimk je neverjeten, milijon ojev pa enih pizdari. Gucci Armani. Ja. Je pa kar heroj, iranski, ne, dal je odločilen gol njihovim najhujšim rivalom Južne Koreje. To je še ena taka... A ni derbi s kakšnim Irakom? Ne, Južna Koreja imajo prav nasilno rivalstvo, res, na tekmi, zdaj, ko se je igral v Južni Koreji, ta odločilna, ki je dal gol za zmago, je bilo kar napetno, neko metanje zadev na teren, pa tako... Se razmazili. Ja, no, ja. In ja, tako da, se pravim, on bo v špici, ne, nek njihov heroj zaradi tega, je pa s 26 leti tudi, po mojem, kar gladko, najmlajši član, vsaj začetne enesterice, ne. In... Kaj pa misliš, da bo kaj naredil? Ne bo, ne. Mislim, ne vem, ne morem, ja, ne vem, če bi sploh gledal, ker to je, bom gledal, ampak totalna bunkerica bo, navadni ljudje tam igrajo, ja, Perzici. Tako da solidno 4. mesto bi lahko iztržil. Ja, solidno 4, ne, se to je kar dobro, ja, da je skoraj za malo ti fali medalja skupine. Tako da, ja, pustimo se mogoče klej presenetiti, mogoče pa Grčija 24, mogoče, ne vem. Nigerija, znana tudi kot Super Eagles ali Super Orli. Včasih so bili zeleni orli,
Upgrade. Super je boljš, kot sem zeleno. Boljše, ja. So tudi zadnja leta eni boljših afriških reprezentanc, no. Še bolj po 90-ih bi lahko rekel. Takrat so bili kar močni, ne? Ja, v bistvu so 4-krat so bili na svetovnem, no. Prvič 94. In leta 94 in 98 so v bistvu bili prvi skupini na svetovnem. Pa potem obakrat izpadli na svini, ampak ja. Ker so Argentina, ne, vedno. Ja, oni so imeli sploh, ja, vedno na Argentina. Oni so zdaj na, to je zdaj 5. prvenstvo njihova in 4. skupini z Argentina. Enkrat nisem. In ja, takrat je tista res močna ekipa, no. J.J. Okocha, Fina legenda. Ja, Babangida, Fini George, tako naprej. Pa tudi potem, no, skozi so imeli neko precej močno ekipo. Zdaj spet lani, 2014, torej so zmagali afriški pokal, tako da so zdaj res tudi neko razpoloženje visoko, pričakovanja so velika, da bi letos še kaj več dosegali, no. Ekipa je mlada, saj trdijo. Ja, ekipa je, ja. Bomo videli, če res, ne, čez par let. Ampak ja, v bistvu trener je Stefan Keshi, ki je tudi en, v bistvu samo 2 sta, ki je osvojil ta afriški pokal že kot igralec z Nigerijo, zdaj še kot trener. Tako da je res tisti legenda zdaj v svoji državi, no, tako naprej. So pa imeli zelo slabo prvenstvo 2010, oni, takrat Jakubu, vem, da je falil z 1 metra, se spomnim. Pa, tako naprej. To bo kar za njega tako taka redna stvar. Standard. Ja, 1 metra še kar, no, iz pol metra. Ampak ja, potem so pa imeli, toliko so bili slabi, no, saj toliko so bili slabo sprejeti doma, da je njihov predsednik, super ime, Good Luck Jonathan, ime, pomaga ne, da je. Ja, je suspendiral reprezentanco za 2 leti, tako tekmovan. Vidimo svetovnega, je rekel 2 leti ne boste igrali. Ojoj. Pa FIFA zagrozila, če ti suspendiral za 2 leti, mu dali mi kazen, da 10 let ne boste igrali. Pa se premislil kar hiter, rekel, ja, neču, pa... Nekaj podobnega drugače pri Iranu, da so tudi jih suspendirali, ker je pa vlada ene igralce suspendirala zaradi nekih političnih zadev, ja. No, to je kar ekipa. Ki so celo ekipa. Ampak ja, pa šlo nazaj, v bistvu dobro da je, ker 2013 mislim, da je rekel že, pa zmaga ta afriški pokal. Ja, in pač javnost je res še nikoli, tudi v 90-ih ni bilo toliko navdušenja, pričakovanja, no. Tako cila kar odkrito na polfinale, pa tako naprej. Zanimivo, ko se mi ne zdi tako ekipa. Ja. Da bi bili taki posamezniki kot v 90-ih, recimo. Bolj bi zdaj rekel za neko, če že iz Afrike gledamo, ne, da se napoščeno glavo, borce. Ja, in no, pa če gremo pogled ekipa, ne. Ima recimo enega super golmana, no. Njama, ja. Pri Lilu je imel mogoče celo najboljši golman francoske lige. Imel je celo niz nepremaganosti čez 1000 minut, v bistvu je bilo samo še 100 minut do rekorda francoske lige, pa je kdo bo en gol odbito. Škoda. Ja, tako da on je res super svetovno. Obramba je ful mlada, najvelik znani igralec, no tukaj je Joseph Yobo. Večno mladi, še dolgo bo. Ja, Everton včasih, pa Fenerbahče. Leta se je videti. V Norwichu, posojen, ja. Posojen iz Turške v angleško ligo, zanimivo, ne. Čeprav mogoče sploh ne bo igral, no. Je pa še en zanimiv igralec Omeril, v bistvu član Chelsea, ampak že par let tako po posoji v Angliji naokrog, no, ampak se kar dosti pričakuje od njega, no, mogoče ne nujno še letos, ampak kar popularen, tako, no. Pa sredina je tukaj Eugenij Onazi, član Lazija, kar dosti redno igra, močen igralec, Nigeric. Pa verjetno tudi najbolj znan, najbolj uspešen zadnja leta John Obi Mikel, ki pa Chelsea malo zgubila zdaj to mesto. Ni več to neko On je malo hecen, ne? Včasih je bil v bistvu, takrat, ko se je United pa Chelsea borila za njega, je bil praktično skoraj napadalec takrat, no? Ja, no se je to letos, mislim pa Nigeriji, pa on tudi bolj napadalna vloga, no. Ja, pri Chelsea se je prelevil čisto defensivnega, pa koliko je rabo let, da je dal sploh prvi gol. No, se pa Chelsea se vsi malo bolj defensivne prelevi. To je tudi res, ja, to je res. Kad se pa golmani še ampak ja, on bo, Klej v bistvu imel neko vlogo take desetke, no, da rečem. Na sredini bosta 2 za njim še bolj defensivna in je tudi tak playmaker njihov, glavni igralec. Je pa tudi napad je pa kar močen, no. Sploh stil igre ima nek tak kontre, no. Tudi v kvalifikacijah. ne? Ja, hitri. V kvalifikacijah je v bistvu ful dobro njihova obramba in
dobili so zelo malo golov, no, najmanj. In dali pa te iz kontre, ki imajo pa izjemne krilne igralce, Victor Moses. Ja. Super sezona. Jaz sem videl en posnetek, ko so Luka Šoja, se pravi angleški reprezentant, vprašali, kdo je nek najbolj zajeban igralec, proti kateremu je igral najtežji. In je rekel Victor Moses. Ampak tu na tistem posnetku pa še do danes ne moram verjeti, ali je bilo to editan, pa so zmontirali, ali res pa če Victor Moses bil njemu najtežji nasprot. Kak nigerijski princ editov. Ja, en nigerijski princ je poslal Luko Šoju mail, da mu bo nakazal, če mu to pove. Ja, sem kak good luck. Ampak Moses je v Nigeriji pač kar dobro igra. Je tudi tak igralec, če mu daš dal preveč kreativno logo, ne bo šlo? Ne, ja. Nekaj direktnega, ne? Ob tej črti laufi, hiter. To je pa dobro. Kaj pa drugi igralec, drugo krilo? Drugo krilo bo verjetno Ahmed Musa, klasično nigerijsko ime. Hiti ne? V Rusiji dobro igra, no. Je pa še ta napadalec, v bistvu dva se bo zazmenjevala, no. Začel bo verjetno Emenike, ki je pri Fenerbahčev, ker v bistvu celo za 13 milijonov prestopil v Fenerbahče. Tudi v Rusiji dobre sezona ali dve. Jakubu ne bo več. Jakubu ni več v ekipi, sta pa tukaj še dve kar legendarna igralca. Tukaj je Šola Meobi, Joker sklopi. Nadomestil ga debelega človeka v reprezentanci, prej je bil Jakubu, pa je bil preveč debel za avion, Šola Meobi lahko. Ja, Meobi je tudi visok, ne? Ja. Če nekoliko ne bo ratala igra hitra, pa Meobi je not, ne pa novih prižgal, da vidimo. Pa še Oden Vingi, tudi nek tak. Sami nori ljudje, ne? Dal bi se veliko govoriti tudi o njihovih pizdarijah izven igrišča. Ja, mogoče posebno oddaja za nigerijske pizdarije. Lahko, ja. Special edition. Ja, to bilo to, no. So kar, ne bi rekel, da so kakor oni pričakujejo, no. Mogoče ni material za polfinale. Skupine pa lahko pridejo, ker ni nekaj več. Jaz bi kar nekako na isto nivo, kot Bosna dal, no. Mogoče pa igralci, ki je Bosna boljša, no. Tako, vsaj v Evropi. So pa malo bolj izkušeni mogoče igralci. Izkušeno, ja. To je toliko čudno. Svojili so skupaj recimo ta pokalne, to je vedno nek skupaj ekipa, no. Že nekaj časa, uspešna, strnena. Visokem, niso še igrali veliko teh težkih tekem proti evropskim ekipam in tako naprej, ampak mislim, da se s tega bi znali prijetno. To je pa. Da boš to pa rešla. Hvala ti gospodaru svetova! Senad Lulić, prvi gol za reprezentaciju! Ma prvi! Sad je gotovo! V redu, to skupino bomo zaključili zdaj še z eno najbližjo reprezentanco, nekako ne, Bosna in Hercegovina. Zmajevi, v bistvu se jim reče, so pa, vse si vemo zakaj, ne, zelo mlada reprezentanca in to je tudi v bistvu njihovo prvo veliko tekmovanje, prvič na svetovnem, še nikoli niso bili na evropskem prvenstvu. Uvrstili so se pa kar kot prvi, ne, v skupini niso rabili niti dodatne. Z isto pik sicer kot Grčija. Ja, isto točka Grčija, ampak z naskokom dosti večja gol razlike, ne, 24 je bilo plus 24 medtem, ker Grki so imeli plus 8 samo, ne, to že ti povedal, da. Tako da, ja, mogoče se pogledaj ne splača tudi ta grška igra, ne. Ja. Ja, vsi so verjetno tudi bolj ciljali na play-offe, ne. Ampak kaj je to drugič, ne. Za njihov selektor je Safet Sušić, to je ena igralska legenda Jugoslavije, pa recimo PSG-ja, ne. Paris Saint-Germain so ga izbrali za najboljšega igralca njih vseh časov, kar neko priznanje, ne. Tudi v štabu so ene bosanske legende, ne. Edin Balić. Balić, ja, Rahimić. Še izvrsten golman, Tomislav Piplica. Tomislav Piplica, ja. So tudi vrhunske obrambe, ki že imel na svojih časih. Zdaj za Sušića je tako malo, ne, da nekako se mu očita, da mogoče ni najbolj taktično prilagodljiv, pa ta poteza, da je svojega nečaka poklical, ne, Tino Sven Sušić iz Hajduka, je dosti tako se gleda, da je bolj nepotizem malo, bolj tako, da si je on zaslužil ta poklic, ne. Ampak je pa še zmer ta njegova karizma, pa to, mislim, taka energija je v njihovi reprezentanci, ne, pa to povezanost, da je definitivno on zaslužen za to, ne, med drugim. Zdaj pa, če se malo ozremo po ekipi, je precej soliden, no. Recimo, nekako sem hotel malo potegniti usporednice z nami, ko smo bili prvič na svetovnem 2002,
po tej, ko je bila ta naša zlata generacija, pa full euforija, pa vse, ne. Ja. Podoben je pri Bosni, samo da imajo nekako vse, vsaj kar se igralcev tiče, precej boljši od nas. Ovo bo napadalno, mogoče treko, ne? Tudi možno, ja, mi smo se mogli so precej dobro. zapirati, ne. Oni imajo pa možnost igrati kar lepo, ne, na gol. Zdaj obramba že, recimo, že začnem z levim bekom, je Sead Kološinac, ne, iz Schalkeja. V bistvu en vzhajajoča zvezda Evrope, ne. Ja, vem, da sem njemu ponudil v Nemčiji, da bi bil kapetan. Ja, Te mlade reprezentance, posebne ne, vrste, pa je mlade zavrnil v bistvu, ker je Ja. hotel igrati za Bosno, ne. Ja, še kot za Bosno. Ja. Pa potem na sredini Spahić, pa Ermin Bičekić, ne, ki je zdaj tudi prestopil v Hoffenheim. Tako da pa na desni Mensur Mujđa iz Freiburga, se pravi, to so kar Bundesligaši. Ja, tako, ja. Pa je že nekaj cajta tudi igrajo skupaj nekako igranju, ne, tako da... Še bolj na bistvu izpostavil, ne? Seveda, ja, to je bila moja slaba, ja, Asmir Begović iz Stovka, ne. Tudi med top golmani v Premier Ligi, brez dvoma, ne. Res je dober vsem, ne, v igri z žogo, ki je tudi zdaj vedno bolj potrebna za golmane. Ja, še en gol je dal, ne? Ja, še gol je dal letos, Gol, ja. Ga ni proslavljal, kao iz neke solidarnosti med golmani, ne. Ja. Ti si bila velika napaka na drugi strani. Ampak, ja, ne, sploh pa v obrambe pa to, ker pa itek golman mora biti pa tudi odličen, ne. Visoke. Ja, tako da, jaz bi rekel, da so kar močni, no. Potem pa tudi na sredini je pa, sploh imajo veliko izbora, ne. Ni tista reprezentanca, ki bi imela neko, pa bi mogla pa ful krpati. Tukaj recimo Miralem Pjanić, to je že kar znano ime, ne. Ja, ne, vse, Ja, še izstopal. Ja, odličen playmaker za Roma, ne. On je tukaj tak, je zagarantirano v prvi, pa še recimo Lazio Lulić, ne, na tisti levi strani, ker mogoče nimajo toliko opcij. Potem za ostala mesta bo pa kar, po mojem, neka borba, no. Ker je ta... Misimović je tam opcija, ne? Misimović, ne, ali pa Salihović, ja, odlični igralci, tudi recimo za prekinitve pa tako, ne. Misimović je sicer zdaj igra na Kitajskem. Ja, se zanimivo je, da v bistvu od vseh evropskih igralcev na tem prvenstvu, igralcev iz Evrope je on edini, ki ne igra v Evropi. Ja, To je zelo redko. Ja. Tako, ampak je zgleda kar v dobri telesni pripravljenosti, ne. Tako da se mi zdi kar resen kandidat za začetno postavo, ne. Potem pa še Haris Medunjanin, ki je tudi pač garač na sredini, ne. Drži skrb to sredino, tako da... Tukaj pa še en zanimiv igralec, ne, Bešić. Ja, Mohamed Bešić, ja. Ki igra za Ferencvaroš, se mi zdi, ne. To čudna zgodba, ne, on je bil recimo, tudi je zavrnil nemške mladinske selekcije, ker je hotel igrati samo za Bosno, ne. Pa igral je že tudi nekaj minut je dobil za Hamburg v prvi postavi. Potem se je pa tam čist kregel, pa bil je celo neki so poročali, da je bil nek nasilni incident v garderobi pa tako naprej, neko davljanje, ne. Ja, tako da ja, in zdaj pa igra na Madžarskem za Ferencvaroš, ne, kar je taka malo čudna karierna poteza za enega mladega talenta. Ja, ampak je bil recimo, kakor vem, igralec leta v Madžarski ligi. Ja, no, saj se mu res obeta še veliko, ne, in on je tudi poklican, tako da mogoče bo dobil kakšno minuto. On je tak res defenzivc. Defenzivni zna tudi centralnega branilca igrati, ne. Pa... Tako v Bosni se mi zdi, da je neka javnost, navijači, si kar želijo, da bi tam dobil priložnost. Ja, definitivno, ja. Nekako tukaj imajo res, v bistvu, ful imajo radi te svoje igralce, ne. Vsak je na svoj način nek heroj, ne. Potem je še recimo na desni strani je tale Izet Hajrović. Ja, iz Galatasaraja, on je dal ta odločilen gol proti Slovaški, na Slovaškem, za zmago, ne. Ta je bila zelo pomembna zmaga, sicer ni bilo v zadnjem krogu. Pa recimo tudi, ne, se pravi, si je prislužil nek kulten status, pa dober igralec je, pa ni niti garantirano, ne, da bo igral v prvi postavi, ker nekako moraš vse to stlačati not, ne, ne gre, več kaj najst ne moraš, ja. Tako da, zdaj pa še ta napad, ne, itak Edin Džeko iz Manchester Cityja. Bosanski diamant. Ja. Ni treba izpostavljati. Ni treba toliko, ne, 60 golov v zadnjih 3 sezonah, pa to je to več. No, zaključnik sezone bo dobro, pač treba reči. Ja, tukaj je en glavnih pri Cityju, recimo po mojem, da so zdaj na koncu stisnili za prvaka, ne. Pa je pa še Ibišević zraven vedeti, ker je pa tako zanimivo, da si zelo podoben stil napadalcev, ne. Taka visoka, močna, ampak sploh ni nekako videti, da bi si ful na potu hodila, ne. Vedeti se mi zdi, da ogromno naredi za to, da lahko Džeko igra v redu, ne, se pravi, dela plat za njega, ne. Velikrat igra tudi na desnem krilu, zdaj je zaradi tega ta problem s Hajrovićem, da se kar Ibišević vrže na desno krilo, ne. Težko obavljajo. Tako da, ja, ampak ja, se pravi, imajo pa možnosti, ne, kar je super. Tako da, to je bil ta nek pregled za ekipe in jaz mislim, da lahko bi oni tukaj kar posegali, no, po vrstici naprej, zihar.
Ja, no, jaz tudi nekako skupaj z Nigerijo. Ja, Kako se ne prav omenil, no, ampak ima velike možnosti. če bi bilo prvo mesto recimo dano, ne. Pa, Verjetno, ja. Verjetno bo Argentina tukaj Ja, vseeno ja. močna za vse. Ne? Ampak za ja. Pa res želimo, se mi zdi, še po teh poplavah in podobno v Bosni. ja, dobro, ja. Da bi kaj dobrega se še zgodilo. Mislim, da se ta pol itek za veliko držav Ja, najbolj je pač nam blizu. No. Ja, ja, ja. Ja, jaz mislim, da jim res, da jim lahko prvoščimo, čim boljšo vrstitev. Pa, ne, bomo pa videli pač, kako, da ne bo kakšne Scene. Ja, scen, ne. Na prvem prvenstvu pri nas se Ja, spomnimo ja. našega incidenta Zahovič-Katanc, ne. Klej par močnih karakterov je v ekipi, ne. Ja. Psovat Majku, da se psuje, ni tako težko nobenemu. Tako da Ampak upaj bomo videli. Ja, upamo na najboljš, ne. Da jim steče igra, pa pač. Zmo kaj novih za njih. Ja. Ja, se bomo Se pravi, nekako, če to skupino zaokrožimo, smo se kar za Argentino odločili, da bodo. Ja. več ali manj strinjali, ne. Pričakovano, ja. Ja, Je pa tako, kot smo že v prejšnji skupini povedali, ne, se v bistvu križajo z dost lahko skupino E. Ne. In v bistvu tudi tisti, ki bo drugi v skupini, recimo lahko dobi tam neke nasprotnike, ki se bi še dal kaj iztržiti. Ne. ja, Švica, Francija, To je če bosta prva. ja. Bi mogoče tudi Bosna lahko po neki z malo sreče prišla celo matematike, do ja. četrtfinala. Ja, Tako da bomo videli, no. ja. Bomo pa sigurno ne držali pestrinja. Ja, ja. Tako da to je to, ne, za našo 6. epizodo. Yes. Tako da, naslednji bo pa 7. Bravo. Ok, Adijo. se vidimo, čau.